Nadaljujemo s tem prehodom v povojno obdobje. Vabljeni doktorica Mateja Čoh-Hladnik, naslov predavanja Celje leta 1945, represija povojnih dni. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa tudi organizatorjem za povabilo na današnje srečanje. Se pravi, prispevek sem naslovila Celje leto 1945, represija po povojnih dni. Glavni poudarki v mojem prispevku so OZNA, takoj po koncu vojne, torej njeno delovanje na kratko. Nekaj besed bi spregovorila o Teharskem taborišču in potem o procesih pred vojaškima sodiščama in pred sodiščem Slovenske narodne časti, ki so potekali poleti 1945 tudi v Celju. Priprave na prevzem oblasti v Celju je vodil okrožni odbor Osvobodilne fronte, ki je aprila leta 1945 sprejel odločitev, da v okrajih celjskega okrožja po koncu vojne prevzamejo oblast odbori Osvobodilne fronte. Prevzem oblasti se je zgodil nato 9. maja, ko so se potem sovražnikove enote dokončno umaknile iz mesta, so bili civilni organi oblasti v mestu okrožni odbor Osvobodilne fronte Celje, okrajni odbor OF Celje mesto, četrtni odbori in krajevni odbori Osvobodilne fronte. Krajevni odbori Osvobodilne fronte so potem 12. avgusta 1945 oblast predali narodno-osvobodilnim odborom, ki so bili izvoljeni v Celju teden dni prej. Čeprav je po koncu vojne oblast v Celju formalno prevzela Osvobodilna fronta, je bila seveda njena nosilka partija in najvišji partijski organi v mestu so bili okrajni komite Celje mesto. V Celju je imel sedež okrožni partijski komite in partijski komite za okraj Celje okolica. Poleg organov civilne oblasti so v mestu delovali takrat tudi vojaški organi, to so bili komanda mesta Celje, vojaški sodišči in pa OZNA. Prevzemu oblasti je sledilo obdobje hude represije, ki je trajalo do začetka 50. let. Takrat je partija z različnimi ukrepi, ki so privedli do najhujših in sistematičnih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, utrjevala svojo oblast in monopolni politični položaj. Začela je s procesom čiščenja, v katerem sta imela pomembno vlogo OZNA in KNOJ. Tako je imel v Celju sedež oddelek OZNE za okrožje Celje, ki ga je vodil Milan Venišnik, in oddelek za OZNE za Celje mesto, ki ga je vodil Jože Kladivar. Slednji je imel sedež v prostorih nekdanje ljudske posojilnice, zdaj, čeprav vem, je bila to potem banka Celje, ne. Oddelka sta bila podrejena načelstvu OZNE za Slovenijo in sta tesno sodelovala z obema partijskima komitejama. OZNA je takoj po koncu vojne začela z aretacijami civilistov, sodelovala je pri izvensodnih umorih in začela s pripravami na izgon pripadnikov nemške narodne manjšine. Kmalu je začela spremljati tudi delovanje nasprotnikov novega sistema ali tako imenovane reakcije. Tako je na primer Kladivar konec julija poročal v Ljubljano, da se je delovanje reakcije kazalo v širjenju sovražne propagande oziroma govoric, ki so bile povezane predvsem z bližajočimi volitvami in vrnitvijo kralja Petra II. V Jugoslavijo. Te govorice oziroma alarmantne vesti, kot jih je označil, naj bi širili nekateri celjski trgovci in obrtniki, ki so se po koncu vojne vrnili iz internacije. Mestna OZNA je začela z aretacijami civilistov že 8. maja zvečer, čeprav naj bi bila takrat v mestu samo 2 njena pripadnika. Enot KNOJ-ja takrat v mestu še ni bilo, zato je OZNA izvajala aretacije ob pomoči kozjanskega odreda. Te aretacije so potekale na podlagi vnaprej pripravljenih seznamov, na katerih so bili predvsem člani Kulturbunda, nacistične stranke, člani okupatorjevega upravnega aparata in Celjani, ki so oziroma naj bi med vojno sodelovali z okupatorjem. Mestna OZNA je tudi ocenjevala, da naj bi bili predvsem seznami oseb, ki so med vojno sodelovali z okupatorji, pomanjkljivi, zato je pomoč iskala pri okrajnem partijskem komiteju in odboru Osvobodilne fronte, in sicer so se dogovorili, da njuni člani pomagajo pri iskanju teh sodelavcev okupatorja. Na ta način je v mestu do konca maja vzpostavila obveščevalno in zaupniško mrežo, in ko se je kadrovsko okrepila, se je tudi povečalo število aretacij, še posebej potem, ko je v Celje prišel tudi KNOJ. Tako je 30. maja
mestna OZNA poročala, da je bilo do takrat v okraju Celje mesto aretiranih 563 oseb. V istem časovnem okvirju je okrožna OZNA aretirala še 1004 osebe. Zdaj, njihova usoda je zelo različna, nekateri so bili takoj pobiti, drugi so bili zaprti bodisi v taborišču Teharje ali v Starem Piskru, nekateri so bili izpuščeni, za več oseb pa je usoda pravzaprav neznana. Aretirane civiliste je OZNA zapirala torej mestna OZNA zapirala v svoje zapore v Starem Piskru, kjer so potekala tudi zaslišanja. Tja je aretirance svoje pošiljala tudi okrožna OZNA, zato je bil Stari Pisker prenatrpan. Prav tako ni bilo mogoče uporabljati celotnega poslopja, ker je bil del poslopja med vojno v bombnem napadu poškodovan. Težavo so rešili tako, da je mestna OZNA dobila na razpolago eno barako v taborišču Teharje, kamor je potem premestila del zapornikov oziroma pripornikov iz Starega Piskra. Stari Pisker je vsaj do konca vojne, do konca septembra upravljal oddelek OZNE za mesto Celje in takrat je bilo v njem zaprtih 49 oseb. Po končanih zaslišanjih so seveda nekatere zaprte predali vojaškim sodiščem ali sodišču narodne časti, nekatere so izpustili, veliko pa jih je bilo izvensodno ubitih. Maja 1945 je začela mestna OZNA tudi s pripravami na izgon pripadnikov nemške narodne manjšine. Prvo skupino je zbrala 22. junija, takrat je najverjetneje v taborišče Strnišče pri Ptuju, ki je bilo pač zbirno taborišče za pripadnike nemške manjšine, poslala 227 oseb, ki so bile potem jeseni, septembra in oktobra izgnane v Avstrijo. OZNI so pri teh prvih aretacijah pripadnikov nemške narodne manjšine pomagali vojaki Gubčeve brigade, ki so izvajali samo izselitev, in pa zaledna vojska komande mesta Celje, ki njena naloga pa je bila, da straži te stanovanjske objekte, torej hiše in stanovanja, da z namenom preprečiti pobege. Istočasno so izpraznjena stanovanjske objekte popisali in jih zapečatili. OZNA in KNOJ sta po vojni organizirala in upravljala tudi več taborišč, med njimi je bilo tudi taborišče Teharje, ki ga je, kot vemo, vzpostavil nemški okupator najprej za pripadnike mladinske organizacije Hitlerjugend, kasneje pa so tam urili tudi slovenske fante, ki so bili prisilno mobilizirani. Po koncu vojne pa je teharsko taborišče prevzelo načelstvo OZNE za okrožje Celje in v poročilu OZNI za Slovenijo je 16. maja med drugim zapisalo, da so, navajam, osnovali koncentracijsko taborišče v Teharju. Konec citata. Okrožna OZNA je na to taborišče kmalu predala v upravljanje KNOJ-u, sama pa je nadzor nad delovanjem taborišča ohranila preko svojega predstavnika. Iz tega poročila sredi maja tudi izhaja, da je bilo takrat v taborišču zaprtih 1088 ujetnikov različnih narodnosti. Zdaj največ Hrvatov in Srbov, ki so bili predani tretji armadi. Grke, bilo je nekaj Grkov, Albancev in pa Rusov, ti pa so bili poslani v izvorne države. Aretirani Slovenci, ti so bili vsi iz okraja Celje mesto, so v taborišču ostali in na to je v tako izpraznjeno taborišče seveda okrožna OZNA začela pošiljati svoje aretirance. Tam so se jim maja in na začetku junija pridružili pripadniki slovenskega domobranstva in njihovi svojci, ki so jih britanske okupacijske oblasti začele pri Pliberku vračati jugoslovanskim vojaškim oblastem. Zdaj, postopek z njimi je znan, tam so jih popisali, zaslišali, razvrstili v skupine, usoda pa tudi glede na razvrstitev v skupine. Prvi civilisti so teharsko taborišče zapustili na začetku julija in potem so v taborišču ostali v bistvu bolj kot ne samo pripadniki slovenskega domobranstva, ki jim je
sodilo vojaško sodišče Mariborskega vojnega področja, senat v Celju in so bili iz taborišča izpuščeni po razglasitvi avgustovske amnestije. Septembra 1945 je teharsko taborišče dobilo status kazenskega taborišča za prisilno delo, torej tam so prestajali kazen odvzema prostosti s prisilnim delom tisti, ki so bili pač obsojeni pred vojaškimi sodišči in sodiščem slovenske narodne časti, kasneje pa pred rednimi civilnimi sodišči. Septembra je teharsko taborišče prešlo tudi pod upravo Ministrstva za notranje zadeve in je bilo ukinjeno jeseni 1946. V tem času naj bi, kot izhaja iz kazenskega vpisnika oseb oziroma seznama oseb, ki so prestajale tam prestajalo kazen 1385 oseb. V teharskem taborišču so mnogim materam odvzeli otroke in jih naselili na Petričku. Prav tako pa so tja naselili otroke, ki so po majskih aretacijah ostali brez enega ali obeh staršev in je zanje poskrbel Odbor za socialno skrbstvo pri Okrajnem odboru Osvobodilne fronte Celje mesto. Po poročanju časnika Nova pot naj bi bilo 9. junija tam 154 otrok. Kompleks stavb na Petričku je bil zastražen, v njem sta vladala vojaški red in disciplina, otroci so morali vsak dan delati, fantje so na primer nosili vodo iz Savinje. Pogosto so bili izpostavljeni fizičnemu in psihičnemu nasilju. Jeseni so jih potem preselili najprej v Štigerjevo vilo v Celje in potem v otroški dom Vere Šlandrove na Polzeli. Proces očiščenja je imelo po koncu vojne zelo pomembno vlogo kazensko sodstvo in tudi v Celju so potekali množični politični sodni procesi proti tako imenovanim vojnim zločincem in narodnim sovražnikom. Za izvajanje kazenskega sodstva so bila od konca vojne do konca avgusta 1945 pristojna vojaška sodišča in sodišče slovenske narodne časti. Prva so sodila na podlagi uredbe o vojaških sodiščih, ki jo je maja 1944 podpisal vrhovni vojaški poveljnik Tito, sodišče narodne časti pa je bilo organizirano in je sodilo na podlagi zakona o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast, ki ga je na začetku junija sprejelo predsedstvo Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. Organizacija vojaškega sodstva, ki je bila vzpostavljena na podlagi uredbe o vojaških sodiščih jeseni 1944, se je ohranila do začetka junija 1945. Takrat so bila vojaška sodišča vzpostavljena na novo. V Sloveniji je bilo organiziranih 10 področnih vojaških sodišč, ki so po leti 1945 sodila na prvi stopnji in med njimi sta bili tudi vojaško sodišče Mariborskega vojnega področja senat v Celju, ki je večinoma sodil v teharskem taborišču, in pa vojaško sodišče mesta Celje, ki je vsaj po pisanju časnika Nova pot delovalo v Stari grofiji. Konec junija je bilo kot drugostopenjsko sodišče ustanovljeno še vojaško sodišče 4. vojne oblasti. Prvi procesi pred področnimi vojaškimi sodišči so se začeli kmalu po koncu vojne, množično pa so potem potekali julija in avgusta. Postopki so bili hitri in kratki, vojaška sodišča so izrekla največ kazni na podlagi 13. in 14. člena uredbe, kar pomeni, da so obsodila največ tako imenovanih vojnih zločincev in narodnih sovražnikov. Te so obtožnice večinoma bremenile, torej da so med vojno na kakršenkoli način sodelovali z okupatorjem ali delovali proti partizanskemu gibanju, posebej veliko je bilo procesov zaradi članstva v Kulturbundu. Uredba je določala tudi kazni, ki so jih lahko izrekla vojaška sodišča, med njimi na primer smrtno kazen, kazen prisilnega dela, izgon iz prebivališča, zaplembo premoženja, izgubo vojaških in državljanskih pravic oziroma časti. Na procesih pred vojaškimi sodišči so bili obsojeni večinoma civilisti, zelo malo je bilo obsojenih vojaških oseb
in to so bili pripadniki slovenskega domobranstva. Procesi proti njim so potekali v taborišču Teharje in v taborišču Šentvid. V teharskem taborišču jim je sodilo, kot sem omenila, vojaško sodišče Mariborskega vojnega področja in med 16. in 26. julijem obsodilo najmanj 405 pripadnikov slovenskega domobranstva. Zgodovinski arhiv v Celju hrani sodbe z 4 procesov in kot lahko ugotovimo, je kazenske prijave za te procese pripravila mestna OZNA. Senatoma vojaškega sodišča sta predsedovala poročnik Janez Lotrič in podporočnik Franc Zupančič. Kar je značilno za procese v teharskem taborišču, je tudi to, da je sodišče sodilo večjim skupinam posameznikov, tako na primer 19. julija skupini 51 oseb, 20. julija 26 oseb in 23. julija sta bila pa 2 procesa, eden proti skupini 65 domobrancev in drugi proti skupini 43 domobrancev. Obsojeni so bili na odvzem prostosti s prisilnim delom od 6 mesecev do 3 let ter na izgubo pasivne in aktivne volilne pravice od 1 leta do 3 let. Glede sodb naj povem to, da je bil izrek o krivdi enak za vse obsojene in da so bile tudi obrazložitve sodb z vseh procesov, koliko so pač te 4 dostopne, enake za vse obsojene. Se pravi, vojaško sodišče je inkriminiralo v bistvu njihov status, torej obsojeni so bili kot pripadniki slovenskega domobranstva, v sodbah pa niso navedena nobena konkretna kazniva dejanja, ki naj bi jih kot pripadniki slovenskega domobranstva storili. Na začetku avgusta je bila nato razglašena amnestija in pomilostitev in takrat je vojaško sodišče izdalo ustrezne rešitve. Domobranci so bili takrat izpuščeni in poslani s posebnimi objavami, napoteni v kraj prebivanja. Zdaj, natančno število obsojenih pred vojaškimi sodišči v Sloveniji po leti 1945 še ni znano. Glede na ohranjeno arhivsko gradivo lahko sklepamo, da so sodišča sodila več tisoč osebam. Povem pa še oceno Javnega tožilstva Federalne Slovenije iz oktobra 1945, ki je takrat v poročilu zapisalo, da so vojaška sodišča do konca avgusta 1945 obravnavala okoli 7000 primerov. Se pravi, tu zdaj ni popolnoma jasno, ali gre verjetno ne 7000 oseb, glede na to, da so procesi običajno potekali proti večjim skupinam oseb, bi lahko to pomenilo tudi večje število oseb. Sodišče slovenske narodne časti je bilo, to je pa obrazložitev sodbe ali pa primer sodbe in obrazložitve iz enega od procesov proti pripadnikom slovenskega domobranstva v teharskem taborišču. Skratka, ta obrazložitev je bila enaka za vse. Sodišče slovenske narodne časti je bilo ustanovljeno, kot sem omenila, na začetku junija. Direktivo za njegovo ustanovitev pa je dal Centralni komite Komunistične partije že marca 1945. Zdaj, sodišče ni bilo nobena slovenska posebnost, ker so bila taka ali podobna sodišča po koncu vojne ustanovljena v nekaterih evropskih državah in v vseh jugoslovanskih republikah. Sodilo je tistim, ki naj bi med vojno na kakršenkoli način sodelovali z okupatorji in domačimi izdajalci. Zakon je poleg ustanovitve sodišča določal tudi organizacijo sodišča ter kazniva dejanja in predpisal kazni. Vsem obsojenim je moralo sodišče izreči kazen izgube narodne časti, izrekalo pa je lahko še kazen prisilnega dela, lahkega ali težkega, in sicer za največ 10 let, in pa kazen zaplembe premoženja, bodisi delno, bodisi popolno. Sodišče je sodilo v 5-članskih senatih, ki so bili ustanovljeni na sedežih okrožnih narodno-osvobodilnih odborih v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu in na Ptuju. Tukaj imamo sestavo senatov sodišča narodne časti v Celju. Člani sodišča so bili predsednik in tajnik sodišča in pa člani posameznih senatov. Predsedniki senatov in pa tajniki so bili praviloma pravniki, medtem ko so bili ostali člani senatov
kmetje, delavci, obrtniki, skratka ljudje brez pravne izobrazbe ali brez pravnega znanja, in na ta način se je tudi pri delovanju sodišča Slovenske narodne časti uveljavilo načelo tako imenovanega laičnega sodstva, ki je potem posebej prišlo do izraza pri delovanju rednih civilnih sodišč. Prvi procesi so se začeli 4. julija v Ljubljani in v Mariboru, 2 dni kasneje, torej 6. julija, pa tudi v Celju. Postopek je bil tudi tukaj hiter in kratek in se je začel s prijavo, ki so jo lahko podali javno tožilstvo, OZNA, Narodno-osvobodilni odbori ali posamezniki. In tukaj je bilo v Celju, kot po celi Sloveniji, je bilo največ prijav, ki so jih podali posamezniki, in kot je mogoče ugotoviti na podlagi ohranjenega gradiva, so bile te prijave zelo pogosto posledica maščevanja ali osebnih interesov prijaviteljev, na kar so pa opozarjali posamezni sodniki sodišča narodne časti že v času njegovega delovanja. V Celju so potekale razprave pred več senati, in kar je posebnost delovanja celjskih senatov je, da je opravilo zelo veliko razprav izven Celja, torej v drugih krajih takratnega celjskega okrožja, se pravi od Gornjega Grada do Trbovelj, Brežic in na vzhod do Rogatca, sodilo pa je tudi v taborišču Teharje, kjer je izreklo zelo visoke kazni. Tako kot drugod po Sloveniji je bilo tudi v Celju največ procesov zaradi političnega sodelovanja z okupatorjem, največ obsodb pa spet zaradi članstva v Kulturbundu, s tem, da je tukaj treba poudariti, da to običajno ni bila edina obtožba, ampak s članstvom v Kulturbundu je bila zelo pogosto povezana obtožba, da so bili člani ali pa da so imeli zeleno ali rdečo izkaznico Štajerske domovinske zveze ali so opravljali funkcijo v omenjeni organizaciji. Skratka, ti 2 obtožbi sta šli takrat z roko v roki. Postopek pred sodiščem narodne časti je bil javen, kar pomeni, da so lahko ljudje spremljali potek razprav. Zdaj za Celje mi žal ni uspelo ugotoviti, kje naj bi potekale te razprave pred sodiščem narodne časti. Mogoče kdo od tukaj prisotnih, mogoče je komu znan ta. V Stari grofiji, enako kot vojaško sodišče. Saj to je bila praksa tudi drugod, v Mariboru ali pa v Ljubljani, da je sodišče narodne časti pa vojaška sodišča, da so v bistvu zasedala v istih stavbah. Predsedniki senatov so morali o izrečeni kazni izgube narodne časti obvezno obvestiti Narodni osvobodilni odbor, kjer je imel obsojeni stalno bivališče in zaposlitev. Podlaga za takšno ravnanje pa je bil odlok predsedstva Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta o volitvah v Narodno-osvobodilne odbore z dne 30. junija, ki je med drugim določal, navajam: volilne pravice tudi nimajo narodni izdajalci, to so aktivni belogardisti, plavogardisti, domobranci, kulturbundovci, gestapovci in tisti, ki so se pregrešili zoper slovensko narodno čast. Obsojeni na kazen izgube narodne časti so bili izključeni iz javnega udejstvovanja, izgubili so pravico do opravljanja javnih služb in poklicev ter vse državljanske pravice, torej tudi volilno pravico, kar pomeni, da na volitvah leta 1945 niso mogli sodelovati. In bilanca sodišča narodne časti leta 1945, torej od 4. julija, ko so se začele prve razprave, do 24. avgusta, ko je bilo sodišče ukinjeno, je obravnavalo skoraj 4000 oseb in jih nekaj čez 3000 tudi obsodilo. V Celju imamo tudi podatek, skratka, skoraj 600 oseb in 485 je bilo obsojenih. Izdan istočasno je bil z ukinitvijo sodišča izdan tudi ukaz o pomilostitvi oseb. Kazen izgube narodne časti je bila spremenjena v kazen izgube državljanskih pravic. Prisilno delo je bilo, kazen prisilnega dela jim je bila odpuščena, kar pomeni, da so bili izpuščeni iz kazenskih ustanov. Medtem ko je pa bila zaplemba premoženja trajen ukrep, kar pomeni, da je ostala v veljavi. Hvala lepa. Hvala lepa za vaš prispevek.